Kaj pravite na tole? Meni se kar smeje. Dobro jutro. Evo me v temle super hotelčku. Imamo super zajtrk. Vam ga bom kar pokazal. Glejte, obilno to so mi prinesli. Drugače obstaja pa tudi še samo postrežna. Glejte, kaj vse meni se najbolj dopade tole, da je veliko sadja. Tako da danes je pred mano super dan, sem prepričan. Imam občutek, da bo današnji dan najbolj tak, ki mi bo najbolj lušno na tem potovanju. Boste videli, kaj vse bom danes videl, doživel. Drugačne za začetek sem povem, da Pamukkale v turščini pomeni bombažno mesto. Zakaj, boste videli pa v nadaljevanju videa. Kaj pravite na tole? Meni se kar smeje. Tle je sicer plec, kjer se mora sezuti, oziroma ni se nujno sezuti. Tamle se tip hotel sezuti, ona dva, ki gresta, pa je ženska rekla, da se ne bo. Jaz se seveda bo, ker sigurno bo tole malo uničuješ. Je pa tole fantastično, ampak to ni niti 20% vse, kar bom danes doživel, tako da glejte tole. Tole je preprosto čudovito. Glejte, to. Jaz sem sicer tukaj bil že dvakrat. Nazadnje pred nekem 8 leti, sicer res je bil meseca marca, ki je bilo mrzlo in ti se potem čist neka druga situacija. Pač tam bolj gledaš, da ne stopiš kje v vodo, ker tukaj je pa prav prijetno bo shoditi in po vodi. Ta prvič sem bil pa že pred 32 leti, ko sva bila z bratom. To je bila najna prva točka v Turčiji. In veste, kako je bilo, ko sva sem prišla? Rekla sva, to je čist brez veze. Oziroma, ni brat rekel, niti nisem jaz na glas rekel, jaz sem si tako mislil. Pač to je tako, ker pač še nimaš izkušenj na potovanjih, nič te ne zanima. Pa no, še takrat samo problem, pol leta prej me je pustila moja prva punca in veste, da potem takrat tudi takele lepote nimajo lepote. Več o tem potovanju sem napisal pred kratkim članek, bom dal tudi povezavo v opis tega videa, pa si ga pejte prebrati. Je zelo zanimivo, kako sem šel prvič solo na potovanje pred 32 letem. Zdaj pa še malo, da vam tole pokažem. Mislim, res fantazija. Ampak te glavne stvari šele prihajajo. Vam jih še ne bom izdal, šele prihajajo. Mislim, super. Mislim, tole pa bo dan. Tole pa bo dan. Noro. Ne vem, kaj ne več komentiram. Glejte, sam sliko poglejte, oziroma video, pa boste videli, kaj bi lahko povedal. Fantastično tole. Voda, glih prav topla. Sicer so neki vrelci tukaj, kjer je menda voda topla od 30 do celo 100 stopinj. Tako sem prebral, seveda uni 100 stopinj se ni zakopati. Drugače pa lejte, bazenček za bazenčkom. Res fenomenalno. Jaz se bom res danes cel dan tukaj zadržal, ker se mi zdi, wow, lejte, kako lepo. Wow. Sem bil malo začuden,
zakaj je čedalje več ljudi se kopa v teh bazenčkah, bolj smo gor, več jih je. Zdaj mi je pa jasno, to je termalni izvir in bolj ki je visok, bolj je topla voda. Tako da tukaj je že kar malo vroča. Da vidimo. Ja, čeprav tale ne tukaj. Tamle noter v kanalu je pa zelo, mislim, kar topla. Vidite, ljudje namakajo noge noter. Bom še jaz probal, da vidim. Ja, ta je čist druga temperatura. Moj ima 35 stopinj. Pač pa lejte, fantastično. Zdaj verjetno tukaj v telih skledah so kdaj tudi voda. Ne vem. Glavnem lepo. Tukaj se pa najlepše vidi tele sklede. Malo sem sicer mogel stopiti izven tega območja, ki je dovoljeno. Malo so tukaj ljudje že slabe vole, ki me morajo čakati, da se bojo slikali. Je pa fantastično tole, lejte. Tole je pa najlepš do zdaj. Tako je tudi voda noter. Tukaj se sicer ne sme gor noter hoditi. Ljudje ne upoštevajo, tako da je prišel tale mojster in je tole žensko nagnal, kar je tudi prav. Je zdaj, če stopim mečkan čist dol, bom rekel, nikoli pa ne bi zdaj po telih hodil. Res je, da sem tamle naprej stopil malo dol, ampak tukaj sploh ni bilo nič belega. Pač pa ja, lejte, ful lepo. Pa to se še nadaljuje. To je res ogromna zadeva. Lejte, tle bomo zdaj videli ene še tudi zelo lepe skodele. In tole je lepo, ko voda teče. Tukaj sem, da se malo dvignem, bo predslepš bilo videti. Lejte. In tukaj se prav čuti, da je tole termalna vroča voda. Se prav čuti toplino. Tako da fenomenalno je tole. Tole je amfiteater, ki spada v okviru mesta Hierapolis. Kdo bi si mislil, da so kaj takega naredili pred 2200 leti? Res veličastno, ogromno. Me prav zanima, koliko ljudi bi šlo sem noter. Po mojem kar veliko. No, najbolj zanimivo je videti, če z centra pogledamo, malo še počakajte, bom jaz to še z centra pokazal. Lejte, obiskovalcev pa veliko in tudi tak zanimiv kraj za slikanje, snemanje. No, zdajle, ko sem pa tole si ogledal, zdajle se grem pa ukopati v tiste Kleopatrine terme. Pravijo, da je prepovedano tle v teh termah se snemati, tako da me je zdaj nagnal, da moram ta GoPro vnesti. Zdaj je pa zanimivo, kako tole. Malo preveč sem ga kazal, malo bi skrival, pa bi bilo vse ok. Sem je skril. V telih Kleopatrinih termah sem se skopal. Plačal sem vstopnino 10 evrov, kar je kar veliko za tukaj. Se pa počutim majčkeno nategnjenega, ker me niso z GoProjem noter pustili. V bistvu sem že noter prišel, pa me je pa človek zatežil, da moram iti ven. Pa sem pa pogruntal, zakaj je to tako. Zato, ker imajo tle neki fotografski servis in ljudje noter pol s fotoaparatom hodijo, tisti od tega domačega fotografskega servisa, in te sprašujejo, če ti hoče slikati, in tu računajo, mislim, da 5 evrov. Evo, tole je fotoaparat od enega od teh fotografov.
Zanimivo, ne, od zunaj pa lahko slikaš. Slikaš, snemaš, tudi s telefonom so ljudi ven nagnali. 5 ljudi so tle zato zaposlili, da tole kontrolirajo. Drugače pa, no, drugače je pa fino, topla voda. Pravijo, da čez 10 minut noter, da se pomladiš za 5 let. Jaz sem bil noter 40 minut ali pa še malo več. Pa me zdaj zanima, če sem za 20 let pomladu. Po mojem se ne bom. Zdaj grem pa nekaj pojesti tlele. Zato, ker hočem tukaj biti, bom rekel, čim dlje časa, ker pol, da gre tudi sonce na drugo stran, da bom imel, da bo še za slikat dober, verjeten je za slikat super tudi, ker se že malo večer dela, tako da bom tukaj pojedel, pa grem pa naprej v akcijo. Evo, hamburger sem si prvoščil, oziroma cheeseburger, dober je, dajte tukaj pod koža, čaka, tako lepo, vsake toliko časa, kaj dam, ne moreš verjeti, kako je prijazen. Čist nič tečen, sam lepo čaka, če bo kaj dolgo. Koža, pridem si, ja. Tukaj je še en arheološki kompleks, ki si ga greš tudi lahko pogledati s to karto, ki jo kupiš spodaj na vhodu. Zdaj, jaz neki hud ljubitelj, bom rekel, muzeju pa to nisem, ampak če sem že tukaj, grem pa pogledat. Zdaj tudi noter, ki moraš iti, moraš dati masko. No, vse je kar zanimiva zadeva. Pa še ene dve take hale so, pa lahko takole pogledaš, tako da. Je pa, če mene vprašaš, tukaj veliko drugega, bolj zanimivega. Takole naj bi izgledal mesto Hierapolis v 3. stoletju našega štetja. Mislim, ful hudo izgleda. Danes sem že par kilometrov prehodil bos. Zdaj imam pa še kele na uno stran, približno 1 kilometer v eno stran, pa kilometer pa pol v drugo. Tako da sem se pa odločil, da se pa obujem, ker me že majčkeno noge bolijo. Mislim podplati, čeprav verjeten je to, tle mokre kopalke, čeprav drugače je fino verjeten, da hodiš bos, ampak bom jaz kar moje mizunke obu. Pa še kje lahko kakšen teren fašem. Drugače pa čudovit dan, čudovite stvari. Ura je zdaj malo čez 4, tako da čakam, da gre še malo nižji sonce dol, čez bom še ene stvari pogledal. Pogrem pa spet na tiste bazenčke slikat, ker mislim, bo sonce z druge strani, pa mogoče kakšne dobre slike naredim. Tole tudi zgleda noro dober. Tega je tukaj, kakor hočeš. Tole je pa veliko bolj zanimivo, kot sem mislil. To je tukaj kar ena aleja, bi temu rekel, sprehajališče. Wow. Zdaj grem pa še kele naprej, tam gor so tudi še neke zadeve. Drugače pa zanimivo, da je to staro več kot 2000 let. A več kot, mislim, da 2200. Res zanimivo. Glejte tega lepotca.
isti je kot en bratov, ki mu je ime Drenža, ali kako mu je, saj sem pozabil. Glejte ga, lepotec, lepotec mali, sem te zmotil. Ja, kako si lep. Je hudo ti ne, je lepotec moj lepi. Se ti ne bom ti kar spi naprej, kar dremej. Sedaj se pa že vračam nazaj. Se spomnite na začetku telih bazenčkov. Zdaj je sonce z druge strani, tako da je pa veliko boljš videti dol lepo, a ne? Poglejte, kakšen dober način so ljudje najdeli za kopanje, lejte, tele dva tle noter, ki sta. Lejte, tudi tle vse naprej. Jaz sem pa 10 € plačal za terme, teli pa lepo brezplačno v isti vodi. Dober so se znajdel. Jaz se sicer ne bom, ker se mi ne da preoblačiti. V kopalke nazaj, pa pol spet iz kopalk nazaj. Saj sem se tam v termah skopal. Se pa mečken sprehodil po telih bazenčkah. V ful prijetno topla voda. Mogoče ker malo preveč topla. Ful dober to je res. Počas zapuščam tale čudovit kraj. Res sem se danes mu lepo. Prišel sem tle na konc. Zdaj si sem še obujem superge, pa grem nazaj do hotela, imam enih dobrih 20 minut. Drugač pa danes res čudovit dan. Prav dober sem se mu, bilo je tako na lagano bi rekel, vrhunsko, čist brez besed sem. Več takih dni bi moglo biti na potovanjih, ampak tudi pridejo taki, ki je sam vožnja, pa tako naprej. No, jutri imam pa samo ene 350 km vožnje.